Pozdravljeni, z vami Seminka in danes bomo govorili o tem, kako kombinirati hrano v teh vročih ali pa toplih poletnih dneh, ko imamo sadja dovolj, zelenjave dovolj, pa sladoledov dovolj, pa mogoče še kakšen alkohol se popije sem pa tja in na koncu pride do tega, da hormoni grejo po svoje, redimo se, neprestano smo lačni. Se pravi, moramo vedeti kako. Načelo srednjega glikemičnega indeksa. No, pa dajmo pogledati najprej, kaj je glikemični indeks in potem vam bom razložila, kako pametno kombinirati. Lahko jeste vse, ampak je nekaj ključnih zakonitosti in predvsem, pa vam bom še razložila, zakaj je gibanje tako pomembno po obroku in vam povem, če bi to vedeli, bi dejansko se prepirali, kdo bo pomival posodo. Ampak pojmo najprej na glikemični indeks, potem pa na nekaj drugih zakonitosti, ki so pomembne za to, da sladkor ostaja v ravnovesju. In ko sladkor ostaja v ravnovesju hormon lakote. In ko je hormon lakote v ravnovesju, se vam ne sprošča tista želja, ko bi pa ta trenutek pa sam nekaj sladkega. Ali sladoled, čokolada ali pa kaj podobnega. V glavnem poglejmo najprej glikemični indeks. Glikemični indeks živil pomeni, kako hitro se določena hrana spreminja v krvni sladkor. To pomeni škrobnata živila, bel kruh, sladka živila imajo zelo visok glikemični indeks in povzročajo, da takoj po zaužitju, to je tako, kot bi imeli direktno injekcijo noter v žilo in takoj nam dvigne sladkor v krvi. Medtem ko druga hrana, ki ima pa več vlaknin v sebi ali pa manj sladkorja ali nič škroba, se pa sprošča v krvni sladkor zelo počasi in povzroča, da imamo dalj časa občutek sitosti, predvsem nas pa ne napade volčja lakota. Pa najprej poglejmo glikemični indeks. Se pravi, cilj je, da cel dan hrana oziroma sladkor ostaja v ravnovesju oziroma hrana, ki jo pojemo, da ostaja potem krvni sladkor v ravnovesju. To pomeni, da imamo dovolj energije, da imamo koncentracijo, da nam ne pade motivacija, da ni tisto, da pristanemo nekje na nekem ležalniku ali pa na kavču, brez volje, da bi se premaknili. Ko nam pa pade sladkor v krvi, je pa dejansko pride do tega, da nam pade tudi motivacija, nimamo pospeška, ne da se ti nobena stvar in predvsem iščemo nekaj sladkega. Se pravi, lahko se zgodi, da nam naenkrat pade sladkor, zato ker ne jemo, to je ena možnost. Druga možnost pa je, da jemo nekaj, kar nam močno dvigne sladkor v krvi in potem pade sladkor v krvi. Se pravi, pojdimo na zajtrk. V bistvu najbolj pomembno je začeti treba z zajtrkom. Kaj jeste za zajtrk in je tukaj že prva zakonitost, ki vam povem, jaz sem toliko navdušena na to novo zakonitostjo, ker se jo sama uvedla v svojo prehrano, dejstvo je, da deluje. A veste, kaj naredim zjutraj? Zjutraj, ko vstanem, to veste, začnete 6 deci pa pol vode, ampak v glavnem lahko date, kombinirate pol soka, zelene recimo, ali pa peteršilja, ali pa zraven, ali pa samo vodo. Ampak v ta sok ali pa v to vodo date žličko kisa. Lahko je kis, ni važno kater. Lahko je jabolčni, lahko je vinski, lahko je mešanca. Kis. Ves kis vsebuje ocetno kislino in kaj naredi ocetna kislina v naših prebavilih? Jaz potem s prvim kozarcem vode vzamem še eno tabletko fibra. Vam bom dala povezavo spodaj, če vas zanima, si boste pogledali. V glavnem eno tabletko fibra, to so pa vlaknine in skupaj z kisom, z ocetno kislino, te vlaknine nabreknejo v želodcu in potem grejo naprej v tanko črevesje, kjer naredijo bariero, v bistvu nabreknejo in vsa hrana, ki jo kasneje pojem, ostaja se dalj časa potem spreminja v krvni sladkor. Zaradi tega, ker je pač prepreka, fizična prepreka v črevesju. No in potem grem na vrt, vzamem, porežem par stebel stebelna zelena, to pač zmiksam, popijem sok iz stebelne zelene
In je to v bistvu to moj jutranji ritual, tukaj začnem. A ne? Se pravi, najprej zelena, pa voda, pa vlaknine in kis. To je prva zadeva. S tem potem že ostaja sladkor tako cel dan v ravnovesju. In to je zdaj nasvet za vse tiste, ki imate težave s tem, da, ne vem, začnete dan s kavo, najprej eno kavo, mogoče zraven kave potem pojeste še kakšen rogljiček ali kaj takega in potem cel dan nimate motivacije, ves čas posegate po nečem sladkem, vidite, da nekje je treba drugače. Začnite z zajtrkom drugače. In boste videli, tudi če ne boste delali soka iz zelene, kozarec vode, notri date žličko zelene kisa in poleg vzamete eno tabletko fibra. To je to. Potem sicer res naredim vrelec mladosti, tibetanske vaje, potem pa to zeleno, kar mi je ostalo gostega dela, zmešam s šejkom in to popijem za zajtrk. In to je moj zajtrk. In vam povem, meni je super potem. Sploh za tiste, če želite kakšno kilo shujšati, boste videli, kako se boste dobro počutili, ker je pa noter v šejku tudi kalij. Kalij pa preprečuje naval želje po sladkem. V bistvu je je kalij noter, krom je tudi noter. Kalij vpliva na zastajanje vode v telesu, deluje na to, da nehamo vtekati, da limfa deluje, medtem ko krom sem hotela reči. Krom je pa mineral, ki ga drugače dobite največ v gobah, tudi v jajcih. Ampak, ko imate pomanjkanje kroma, ste neprestano lačni. In krom je mineral, ki vpliva na to, da sladkor ostane v ravnovesju. To je en od najboljših mineralov in ko vam manjka kroma, vam povem, da boste tako lačni in ne morete se upreti tistemu sladoledu, ne morete se upreti tisti čokoladki, enostavno se ne moreš upreti. No, v glavnem. Potem pa naslednja zakonitost. Enkrat na dan, ni pomembno, a je to po kosilu, a je to po zajtrku, a je to po večerji. Takoj po obroku je pomembno, da se 10 minut gibate. Zdaj lahko je to pomivanje posode po kosilu, lahko je to po kosilu greste pa date perilo prati, zrihtate stvari. Še boljš in najboljš od vsega pa je, da po obroku, dejansko po tistem ali največjem ali pa sploh po večerji, greste za 10 minut hoditi. Zdaj pa zakaj? Veste zakaj? Zaradi tega, ker mi imamo glikogenske zaloge v naših jetrih in v mišicah. Zdaj, kaj to pomeni? Glikogen je shranjena energija, ki jo potrebujejo naše mišice za primer, da je treba teči. Ta odziv boj ali beg. Se pravi, ko je čas, da mi odreagiramo, ko se nekaj zgodi, mi moramo takoj imeti energijo na zalogi in to je spravljena v našem telesu v obliki glikogena. Se pravi, to je hranjene, te zaloge so v mišicah in predvsem v jetrih. Zdaj pa pogledajte, kaj se zgodi. Če mi takoj po obroku gremo hoditi, se te glikogenske zaloge porabijo in se ti receptorji, to so tako kot ene vtičnice, sprostijo in hrana, ki smo jo pojedli, se potem spremeni v sladkor in nadomesti te nove zaloge. In imaš potem energijo. Samo poskuste. Ni mi treba verjeti, ampak poskuste. Po enem obroku, ni pomembno, kosilo, večerja, greste na kratek sprehod, 10 minut. Se pravi, ni treba našteti korake, ni treba 10.000 korakov. 10 minut, kratek sprehod in opazujte nivo svoje energije. In boste videli, kako boste imeli energijo, kako boste imeli pospešek, kako se boste dobro počutili. No, zdaj, če ponovim, se pravi, ena stvar je pomembna, da zjutraj začnemo z vlaknino, druga zakonitost je po enem obroku na dan 10-minutni sprehod in tretja zakonitost je pa potem tale glikemični indeks in načelo srednjega glikemičnega indeksa. Bom zdaj v roke vzela
mojo kuhinjo, Minkina kuhinja, pa gremo takoj na začetek, pa vam na začetku razložim, ker dejstvo je, da tukaj na začetku sem razlagala še enkrat o glikemičnem indeksu in kako pomembno je, da razumemo srednji glikemični indeks. To pomeni, če jemo lubenico zdaj v vročih dneh, poješ lubenico, ampak lubenica, gremo pogledati, glikemični indeks lubenice je, mislim, da je 70, vam bom takoj povedala. Koruzni krompir, kuhan, olupljen je 70, lubenica, dateljni 70, čokolada 70, slani keksi 70, lubenica 75. No, kaj se zgodi? Reči, to je vroče, nekaj mi paše, naj pojeste lubenico. Sladkor vam močno naraste v krvi, vam nabije gor sladkor. Potem seveda pošlje telo inzulin. Inzulin je hormon, ki očisti tale presežek sladkorja. Ta presežek sladkorja gre v maščobne celice, vam pade potem sladkor v krvi, imate spet željo po nečem. Če pa vi jeste lubenico skupaj z nečim, kar ima nizek glikemični indeks, sladkor ostaja v ravnovesju. No, zdaj pa pojdimo pogledati, kaj bi jedel poleg. Se pravi, če vi zraven jeste, to ne gre skupaj, vam ne bom dajala primere, mandle recimo. Mandli imajo glikemični indeks 15. Se pravi, najprej pojeste pest mandlov, lahko pojeste nekaj, kar je beljakovine, kar so beljakovine, recimo jaz danes za malico sem imela lubenico, ampak preden sem pojedla lubenico, sem pojedla 2 velika kosa mocarele. Se pravi, mocarela je beljakovina, beljakovine nimajo sladkorja v sebi, se pravi, je glikemični indeks 0. Sem pojedla najprej 2 velika kosa mocarele, potem sem pa pojedla ne 2 velika kosa lubenice, ampak pošteno dozo lubenice in to je bila moja malica. In na ta način sladkor ostaja v ravnovesju. Ker zdaj, če mi gledamo nekaj, kar je glikemični indeks 0, plus 75, deljeno z 2 živili, še zmerom to pride tam 35, 37. Vse, kar je pod 30, je nekje za hujšanje. Še boljš bi bilo, če bi zraven pojedla še par oreščkov, da bi mi še bolj znižala sladkor v krvi. Pa jih nisem. To je zdaj opolnik zame. No, potem pa za večerjo sem si pa naredila 2 jajci. A vam nekaj povem? Mi imamo ta male piščančke. Včeraj sta se zlegla 2, danes imamo še 3 in upam, da bo jutri še kakšen. V glavnem zato, ker naša putka zdaj že 3 tedne veselo sedi na jajčkih in zdaj so taki majčkani piščančki, taki, kot iz reklame. Pač noro, kako je pa to luštkan. No, v glavnem, pustimo, zdaj bodo rekli, piščančki pa jajca. V glavnem, pojedla sem za večerjo 2 jajci in zraven še paradižnikovo solato. Začela sem s paradižnikovo solato, se pravi najprej paradižnik, potem seveda, ker je zraven okisan paradižnik, je zraven ocetna kislina. Kot smo že rekli, ocetna kislina, kis naredi bariero v našem črevesju. Se pravi, sem to pojedla, potem pa 2 jajci in še tisto, pač se veste, ko jemo paradižnikovo solato, to tudi popiješ, kar ostane tistega kisa. In potem sem šla na sprehod. In vam povem, če boste na ta način vi poskusili, se pravi po enem obroku 10-minutna hoja, boste videli, kako se vam bo naenkrat dvignil pač ta nivo energije, kako se poveča v vašem telesu. Recimo zelo dobra večerja je lahko tudi pršut, olive, sir, lahko si beljakovinski kruh spečete, ki imate tukaj noter recept in ta beljakovinski kruh naložite, recimo date kozji sir, pol zraven date, ne vem, kakšno kumaro, kakšno redkvico, pač to, kar je zdajle zelenjave, je kakor hočemo. Zelenjave ta trenutek je res v obilju, ampak tudi sadja. No, pa sem šla na sprehod
In sem srečala sosede, pač jaz z veseljem rabutam, ampak vseeno vprašam, če lahko. In sem vprašala sosede, zdajle se že zorijo fige. In sem vprašala, če lahko pač kakšno figo spotoma vzamem. In seveda so mi rekli, da lahko. In zdaj, če gledamo, da figa spet ima glikemični indeks kar visok, veste. Zrele fige imajo glikemični indeks, mislim, da okrog 40. Fige, ja, suhe fige 40, sveže fige mislim, da imajo 35. Vseeno, če se naješ svežih fig, naenkrat je to preveč, ker nimajo beljakovin, ker to črvov ni noter, da bi beljakovine pojedli. Ampak recimo, če je pa to v okviru večerje, ni noben problem. Če jeste recimo tako, kot sem jaz danes pojedla, jajce je glikemični indeks 0, paradižnikova solata je glikemični indeks 15, to je praktično 0. In tudi, če bi zraven še pojedla še kakšno figo, noben problem. Sladkor ostane v ravnovesju. Če je pa kot recimo figa kot samostojni obrok, je pa isto kot pri lubenici. Daj prej pojej, mečkan mocarele, mečkan sira, nekaj prej pojej, zaradi tega, da dobiš nekaj beljakovin, lahko pesto oreščkov in na ta način ostaja sladkor v ravnovesju. Poskusite, kako se boste na ta način dobro počutili. In zdaj, če ne razumete načela srednjega glikemičnega indeksa, vzamete pač to mojo knjigo v roke Minkina kuhinja, na strani 26 imate primer načelo srednjega glikemičnega indeksa in si boste prebrali, da vam bo bolj enostaven. V glavnem, to je zelo pomembno, da razumemo, kako deluje glikemični indeks. In ker glikemični indeks vpliva na to, da ali se redimo, ali hujšamo, ali imamo motivacijo, ali nimamo motivacijo. In naslednja stvar, ali imamo koncentracijo. Veste, ko se počutiš tako popolnoma brez motivacije za življenje, pomeni, da ti je padel sladkor v krvi. Dajmo majčkeno se dotakniti še alkohola. Po letnih mesecih, pa je vroče, pa rečejo ljudje, pa en pir. Ali pa recimo tukaj na Primorskem, pa je tako, so vinske kleti, a bi en kozarček terana. Pa čist res minimalno pijem, bolj po kapljicah. Tako da načeloma, recimo, greš na teran, recimo tako kot tukaj, grejo na teran. Če ni prej beljakovin pred alkoholom, v okviru obroka, en kozarček pač ne dela škode. Problem je, če je to na prazen želodec. Na prazen želodec res ni dobro. Pa sem pa govorila z enim gospodom, ki ima navado, da zjutraj pri kavi enega takratkega, pri malici enega takratkega, pri kosilu enega takratkega in popoldne si še kakšnega natoči. In sem rekla pač, gospod, vi, če že niste odvisni od alkohola, ste na dobri poti, da postanete odvisni od alkohola. Ja, in tukaj noter, ko smo zasvojeni z nečem, je problem. Tudi ko smo zasvojeni s cukrom, je ravno, pač je ista odvisnost kot od alkohola, da se razumemo. Ko telo enostavno zahteva dozo in pri hrani, recimo, če se vi odločite, da boste nehali piti, pač nehaš piti in se lahko ozdraviš zasvojenosti. Hrano pa vedno jemo, ne moreš reči, od danes naprej ne jem nič več. Pač hrano jemo. Zato je tako pomembno za tiste, ki smo občutljivi na sladkor in ki imamo blago zasvojenost s sladkorjem, med te zasvojence spadam tudi sama. In če ne veste, če ste zasvojeni z ogljikovimi hidrati, se pravi sladkorjem, naredite test na strani 90 v knjigi, ko imajo hormoni žur. No in zdaj vam povem par vprašanj. Po obilnem obroku postanem zelo lena ali utrujena. Sredi popoldneva postanem utrujena in lačna. Tukaj pač odgovarjate na vprašanja. Potem, ko pojem polnovreden zajtrk, sem že pred kosilom bolj lačna, kot če sploh ne bi zajtrkovala, oziroma
če bi popila le skodelico kave. Ko enkrat začnem jesti hrano, bogato s škrobom, prigrizke ali sladkarije, ne znam nehati, s tem imam veliko več težav, kot sploh če ne bi začela. Recimo, nekoč, ko sem še jedla čips, recimo, dokler sem ga gledala na mizi, je bil tam. Ko sem ga začela jesti, nisem mogla nehati. In to je v bistvu blaga zasvojenost z ogljikovimi hidrati. In če spadate v to kategorijo, se pravi zasvojenci s cukrom, pomeni, hrano morate jesti. Ampak, če se boste držali tega, da sladkor ostaja v ravnovesju, se vam ne bo dogajalo, da bo vaše telo hlepelo po še več cukra, po še tisti čokoladki, pa še majčkeno tega, pa greš v trgovino, pa se ne moreš upreti tistim slastnim rogljičkom in tako naprej. To je zasvojenost. Zato je zelo pomembno. Ja, v trgovino gremo siti, vem, tudi meni se zgodi, grem lačna, pa pol trgovine skoraj da kupim. Ampak v glavnem, kakorkoli, to so zakonitosti in če vemo, da smo občutljivi na sladkor, ja, v trgovino moramo iti potem siti zaradi tega, ker drugače preveč kupimo ta dobre hrane. In to, kar kupujemo, to pač jemo. No, tako da to sem želela z vam danes deliti, se pravi načelo srednjega glikemičnega indeksa in dve zakonitosti, da sladkor ostaja v ravnovesju. Se pravi, zjutraj vlaknine in po enem obroku greste 15-10 minut hoditi, zadosti. In boste videli, kako bo sladkor ostal v ravnovesju, kako se boste dobro počutili, kako boste imeli energijo, ker energija je pa vse, ni to tako. A gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, skar prehod v novo dobo, da vidimo, s tem bomo zaključili tale video, da vidimo, kaj tebi, ki si vztrajala toliko časa, stvarstvo sporoča, katera afirmacija bi bila dobra za tebe, da vidimo. Angeli, izvorna koda, pa še enkrat angeli. Ti si stvarjenje, ti si boginja. Se povsod okrog tebe je ljubezen, ti si ljubezen. In zdaj si to lahko ponavljate kot afirmacijo. Dovoljujem, da se skozi mene izraža ljubezen. Sebi dovoljujem, da govorim skozi ljubezen. Sebi dovoljujem, da postajam vedno bolj svetla. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. V sebi sem mirna, slišim vodstvo. In ja, veste, takrat, ko smo mirni v sebi, tudi ta zasvojenost s cukrom in ko nam niha sladkor v krvi in ko telo hlepi po določeni hrani, povzroča, da dejansko se izklapljamo, da ne slišimo vodstva, da ne slišimo, zaradi tega, ker nam vse delajo hormoni po svoje in ko nam delajo hormoni po svoje, se počutimo slabo. Zato je tako pomembno, da razumemo, da naše telo je prvi odraz ljubezni. In če razumemo, da naše telo nam sporoča, kaj je dobro za nas, in tam, ko se nam dviga tale nivo sladkorja in ko se nam dviga želja po sladkem, takrat tudi telo sporoča, halo, to ni dobro za tebe. No, tako da boste videli, poskusite na ta način se prehranjevati in probajte mogoče kakšen recept iz tele knjige in boste videli, pač to so dobre zadeve, da dejansko zdrava hrana je slastna. In sploh za tiste, ki jeste gobe, menda so začele rasti, jaz še nisem najdla nobenega jurčka letos, ampak vseeno, gobe, ker imajo toliko kroma in če jih zvečer pojeste recimo eno gobico skupaj z jajčkom, pa nekaj solate zraven, to je božanska večerja za dobro spanje, za zadovoljstvo, za krom, za čisto vse. Poskusite na ta način in boste videli, sploh tisti, ki želite hormone spraviti v ravnovesje ali pa mogoče kakšno kilo shujšati, kako se boste dobro počutili. Tako da, ja, pač vse zdravje se začne ne nazadnje na našem krožniku. Tako da, postavim naslednji video, takrat se spet vidimo. Hvala za vse komentarje, za to, da spremljate moj kanal. Hvala za vso podporo in se vidimo v naslednjem videu.